Odraščala sem na majhnem mošavu v Izraelu in postala Trumpova svetovalka za NLP-je. Harvardski astrofizik profesor Avi Loeb zdaj vodi znanstveno pobudo Bele hiše za proučevanje neidentificiranih zračnih pojavov ali UAP-jev. In zdaj se nam pridružuje. Prosim, zaploskajte Avi Loebu, za katerega se je izkazalo, da je imel prav. Še ne. Pred nekaj leti sem te intervjuvala glede tistega havajskega, ki si ga želel, pozabila sem ime, takrat so vsi napadali nate. In tukaj si zdaj, profesionalni fizik, pa se prej nihče ni izpostavil. Ampak ti si vedela, o čem govoriš. Kaj ti je dal pogum, da te ni zanimalo, kaj so ljudje govorili pred vsemi tistimi leti? No, hvala, da ste me povabili. Res sem odraščal na kmetiji in manj me zanima, kaj ljudje govorijo, kot pa narava. Veste, kot znanstvenik imam privilegij, da ohranjam svojo otroško radovednost. In najbolj temeljno vprašanje v znanosti je, ali smo sami. Kajti, če imamo sosede v našem kozmičnem okolju, to pomeni, da morda nismo na vrhu prehranjevalne verige kozmično gledano. In prav tako bi se lahko od njih naučili novih znanstvenih spoznanj, novih tehnologij. To bi pomenilo, da če verjamete v Boga, Bog ni starš samo enemu otroku. In veste, to bi nas navdihnilo, namesto da bi se osredotočali na konflikte na površju, na dvodimenzionalni površini tega kamna, na katerem smo se rodili. Bili bi navdihnjeni, da razmislimo o tridimenzionalnem medzvezdnem prostoru, ki ga lahko raziskujemo. Skratka, mislim, da bo to zelo spodbudno sporočilo za človeštvo. Vsi smo v istem čovnu. In če imamo soseda, ki trka na vrata, ki so bi to pametnejši naredila. od nas. Vseeno želimo učiti od njih. No, trkanje na vrata zelo pogosto prepriča družinske člane, da prenehajo z glasnimi prepiri in se osredotočijo na obiskovalca. To je moje upanje za prihodnost. Toda za zdaj nimamo dokončnih dokazov. Toda res je, leta 2017 smo imeli medzvezdni objekt, ki je bil videti zelo nenavadno. Bil je ploščate oblike, od sonca pa ga je odrivala neka skrivnostna sila, ki ni bila gravitacija. In ni kazal nobenega izhlapevanja, kot ga kažejo kometi. Zato sem predlagal, da je morda tehnološkega izvora. In zdaj ameriška vlada objavlja dokumente povezane z neidentificiranimi objekti. To so objekti, ki jih Pentagon in obveščevalne agencije ne morejo razložiti. In mislili bi si, da bi zelo neradi razkrili to dejstvo, ker to pomeni, da niso opravljajo Ampak zakaj je svojega bilo dela. ves dan zaprto? Vse ta leta, to smo vsi ugibali. Zakaj je bilo tako resno, da so to skrivali? Mislim, pogovarjali smo se, veš, tista zvezda, tista 8-kraka zvezda. Vsi so o tem govorili že mesece. Zakaj je moralo biti to tako velika skrivnost? No, prvi razlog je, da je bilo veliko teh podatkov pridobljenih s tajnimi senzorji. To so senzori, za katere ameriška vlada noče, da bi nasprotniške države vedele zanje. Ampak potem drugi razlog pa je seveda ta, da ko birokrati ne morejo ničesar ugotoviti, nočejo priznati, da ne opravljajo svojega dela. Preprosto to pospravijo v predale. In tako oznake tajnosti ponujajo zelo priročno rešitev za to, da ameriški kongres ne bo pregledoval teh lukenj v obrambi Združenih držav. In tako je nedavno predsednik Trump izdal direktivo, da se objavijo vse informacije, ki ne škodujejo oziroma nimajo nobenih posledic za nacionalno varnost. Ja. In videli smo 4 objave, ki si jih je ogledalo 2 milijardi ljudi po vsem svetu. Kar je precej izjemno. Ne poznam nobene druge spletne strani, ki bi imela v 2 mesecih 2 milijardi gledalcev. Tako je, to tema, ki zelo zanima širšo javnost. To navdihuje tudi otroke, da postanejo znanstveniki, to potem vidim. Take stvari. V tem lahko govorim ves dan. Sem ena tistih otrok, ki bi samo sedela in sanjarila ter gledala zvezde. Torej, tako da razumem, če ne bi postala novinarka, bi morda sama postala astrofizičarka. Ampak, veste, kljub temu ne moreš, obstajajo piloti, uradne osebe, ki jih zdaj vsi intervjuvajo in pravijo, da so to videli. Ljudje pa se bojijo, da bi se jim posmehovali. Ampak zdaj vidimo te posnetke. Kaj? No, situacija je precej drugačna kot scenarij Stevena Spielberga v nedavnem filmu Disclosure Day.
kjer glavni junaki za svojim avtomobilom trčijo v premikajoči se vlak. Veste, moj avto je nepoškodovan in pravzaprav me ameriška vlada kot znanstvenika prosi za nasvet glede te zadeve. Torej, veste, stvar pri znanosti je, da smo večino časa v stanju negotovosti, ker nimamo dovolj namigov, dovolj dokazov in to je delo detektiva. In lahko napredujemo tako, da zbiramo nove podatke ali analiziramo pretekle podatke. Zato moramo razviti nove senzorje. Če ima vlada uporabne podatke, se moj svet trudi, da bi jih pridobil, da jih lahko analiziramo. In upam, da bomo lahko na tem področju napredovali. Obstajata dve možnosti. Ali imamo opravka s tehnologijami, ki jih je ustvaril človek, v tem primeru gre za vprašanje nacionalne varnosti. Prav, ampak ko vidiš, da gre gor, dol, v stran, si mislim, brez pogonskega sredstva? Jaz bom človeški moški. Da ti bom primer. Predstavljaj si laserske žarke, ki ustvarijo vročo točko v atmosferi. To je kot pika laserja, ki se premika naokoli in spravlja mačke ob pamet. Veš, one sledijo piki, kot da je predmet. Morda imamo opravka z nečim takim. Torej, ni trenja z atmosfero, ker to ni pravi predmet. Torej, vendar verjetno ne gre za lasersko točko, ker imamo opravka s predmeti, ki jih je mogoče videti na razdalji več kilometrov. In moč, ki bi jo potrebovali za takšen laser, bi bila daleč večja, kot jo uporablja vojska. Mislim, nedavno smo izvedeli, da Rafael v Izraelu proizvaja lazersko orožje, ki lahko ščiti pred droni. Ampak veste, kje so poti? Če ste izstrelek, veste. To je laser. Nihče ne bo pomislil, nihče ne bo rekel, da je to UAP. Tako je. Torej, dejstvo, da so Pentagon in obveščevalne agencije prišli k meni kot znanstveniku, pomeni, da niso prepričani, ali je to človeškega izvora. Če bi bili prepričani, da je to lahko človeškega izvora, oziroma da so ga izdelale druge države, bi napisali zaupno poročilo ministru za vojno Petu Heksetu. Namesto tega pridejo k meni, kar zame pomeni, da obstaja možnost, da bomo našli nekaj res nenavadnega. Poglejmo si to. Bil sem kot otrok v trgovini s sladkarijami, ko so oni, prepričali so me že na začetku, ko so me prosili, da to naredim. Torej, veš, še ena stvar, če se malo vrnemo nazaj, mislim, ker če pogledamo na, veš, starodavne vire, biblijske čase, mislim, v Svetem pismu in Tori je tudi veliko alegorij, veš, in Zohar govori o teh stvarih. Slišiš zgodbe o Samariji in veš, vse te teorije, ki jih ima veliko ljudi, veš, o katerih govorijo. Ampak, veš, mislila bi, da te stvari ne nastanejo kar tako iz nič. Mislim, folklora ni nujno tako zelo zgrešena. Ja, to je zakaj tisto, potem kar, znanost? Takrat so to vsi sprejeli. Zakaj mora znanost vse skupaj zakomplicirati s tem, da mora to dokazati? No, poskušam povedati, da znanost ni nujno, da vse zakomplicira, ampak da moramo biti pozorni na dokaze, ker zgodbe niso nujno resnične. Vemo, da politiki pripovedujejo javnosti zgodbe, ki se izkažejo za neresnične. Enako počnejo tudi religije. Torej, način, da napredujemo, je zbiranje dokazov, sledi, ki nas bodo vodile k resnici. To je razlika. In seveda traja več časa opraviti trdo delo, kot pa pripovedovati zgodbe. Zato pravim, da imejmo oči uprte v svetlobne krogle, ki so prijavljene. Ne na družbenih omrežjih. Košarkarski trenerji pravijo, osredotoči se na žogo, ne na občinstvo. In to je tisto, kar moramo storiti. Zdaj, možno je, da smo bili v preteklosti obiskani. Pravzaprav so ljudje morda pridobili veliko naših trenutnih sposobnosti kot posledico nasvetov, ki smo jih dobili od obiskovalcev, medzvezdnih obiskovalcev. To je mogoče, sam nimamo dokončnih dokazov za to. Upam, da bomo to lahko našli. Tokrat, če mora kdo to najti, si to ti. Moraš dokončati, kar si začela. Ali ne bodo samo pristali tukaj in nam dovolili vzeti vzorce? Ampak hvala, potrudil se bom po svojih najboljših močeh in seveda bistvo je. Pristali tukaj, da ga lahko preizkusimo. Če verjameš v Boga, bi to pomenilo, da Bog ni starš samo enemu otroku. Ima smisel. Najlepša hvala, Avi. Lahko bi govorila v nedogled. Ta pogovor bo morala nadaljevati kasneje. Obožujem te stvari. Najlepša hvala. Hvala, da ste me povabili.